Delavnica se je začela s pomočjo modrega ribona, ki je potoval od človeka do človeka, ki se je na kratko predstavil in začetni strah je bil premagan. In zakaj je konflikt darilo? Ker se prek njega bolje spoznamo in soočimo s svojimi strahovi in se obenem razvijamo, če konflikt seveda razrešimo na pravi način. Jaz imam dve pravili, te osnovni. Eno je, da uporabljamo jaz stavke, pomeni, da govorimo samo o sebi, ne o drugemu. In pa formula XYZ, ki je v praksi se zame zelo izkazala, ker je X, da opišeš ti dogodek, ki je predmet konflikta, Y je, da opišeš svoje čustva ob tem dogodku, Z pa kako bi si želel, da bi se v bodoče ta oseba vedla do tebe ali kako tako. Marsikdo ne ve, da je med konfliktom in prepirom velika razlika. Prepir je eno izmed sredstev za razrešitev konflikta, ki pa je po mojem manj primerno. Najmanj produktiven. Ja, ker pripelje do poglobitve konflikta in bolj seveda posledično do nesrečnih odnosov in zamer, slabe volje, stresa. In največji sovražnik za razreševanje konfliktov so pa naša čustva. To bi bilo pa najbolj fajn ali pa čarobno, če bi znali vse, kar drug reče ali pa naredi, vzeti neosebno. Ker vse, kar drugi reče ali pa naredi, sporoča o sebi, ne o nas. V bistvu, če nas žali, to pomeni, da ima on neko frustracijo, ki jo ne zna na nek bolj primeren način povedati in pač zbere to, kar je najbolj vajen. Ker izbiramo reakcije, ki niso najbolj primerne, se je za tako vedenje uveljavila zelo nazorna primerjava s kaktusi. Recimo, če imam jaz neki konflikt, pa me nek vaš stavek razburi, se bom recimo začela prepirati ali pa še kaj hujšega, in to je skakanje na kaktus, ker v tistem trenutku jaz ne znam boljšega. In pač vem, da ne znam, pa vem, da ni primerno, da se prepiram z vami, ampak ker ne vem nič drugega, bom skočila pač na kaktus. Pri sebi lahko razmislite tudi, ali se ukvarjate z resničnimi ali lažnimi konflikti. Primer? Ti dobiš napredovanje v neki tuji državi, tvoj partner pa ne želi zraven. To je resničen konflikt, ker ti ne veš v bistvu, kako rešiti. Ker rad bi napredoval, pa rad imaš partnerja. In v tem primeru pač dr. Glaser tudi svetuje, da ne ukrepate, počakajte, pustite čas v čas, pa mogoče bo se pa razrešilo, ne delati panike. Pri lažnih konfliktih gre pa v bistvu bolj za neke vrste lenobo. V smislu, če bi jaz rada shujšala, vem, manj jaz pa več tekati. Ampak imam konflikt, ker pa nočem tekati, naprimer, ali pa kako so fajn dobrote, tortice in podobno. No, to pa je lažen konflikt, ker v bistvu gre res čisto za našo izbiro, kaj nam je pač bolj pomembno. Če se želite nepotrebnim konfliktom izogniti, lahko poslušate še ta nasvet. Uporabljajte jaz stavke, kar pomeni, da govorite v prvi osebi ednine. Joj, spet zamujaš, če nekdo pač ni prišel ob dogovorjenem času, ker to je ti stavek, ti zamujaš. Če pa rečem, veš, meni ni bilo prijetno tukaj stati na mrazu, pa bi želela, da pač me drugič prepokličeš, da mogoče prijem pač kasneje, in je drugače. Marsikaj pa bi bilo drugače, kar pomeni bolje, če bi se znali poslušati. Bolj konkretno to pomeni, da bi govorca tudi slišali. Potem bi marsikateri prepir lahko preprosto vrgli čez štrik. In da ne bo prepira, štrik je po slovensko vrv.